1,5 čez polnoč. Na Inštitutu za osebnostno rast slovenskega jezika v specialističnem besednem laboratoriju še vedno sveti luč. Dobar dan, spoštovani kolega. Sobotni večer se približuje. Imamo kaj predlogov za novo besedo tedna? Poglejte, gospod magister, končne rešitve sicer še nimamo, imamo pa kar veliko zanimivih surovin. Aha, na kaj točno se pa osredotočamo tokrat? Kurilna sezona. Poglejte, pričenja se. Veliko ljudi že kuri, nekateri pošteno zamujajo, nekateri sploh ne vejo, na kaj se bodo greli, predvsem pa uporabnike mučijo cene energentov. Aha, tu jih pa še kako razumem. Veste, pri nas smo pred 2 letoma s plina prestopili na elektriko. Kako smo se ušteli? Cena elektrike je danes popolna neznanka. Ja, pri nas smo dolgo iz okoljevarstvenih razlogov stavili na biomaso. Potem so pa začeli opozarjati, da kurjenje lesa, ne vem, povečuje prisotnost trdnih delcev v zraku, nekaj takega, ja. Ki so toksični. Toksični, to ni prav nič ekološko. Ne? Ja, ti šmet. Kaj imamo tu? No. Vidite, tu sem že izluščil nekaj ključnih besed, ki jih že pozorno preučujem. Mislim, da iščeva besedo za trenutno prevladujoč občutek... Občutek nezadovoljstva. Tako, ki ga izražamo Bojim se, da brez seciranja in kemije žal ne bo šlo. Ja, no saj, zato pa sva tu, dragi kolega. V tej besedotvorni epruveti se odvijajo posebni jezikemični procesi, ki delujejo na mikroglasovni in nanopomenski ravni. Prav zanima, kakšen bo ekstrakt. Kolega, prosim, brez nepotrebnih tujerodnih izrazov. Seveda se upravičujem, hotel sem reči izlužek. Poglejva. Energanje. Energanje. Seveda, nerganje ob začetku kurilne sezone. Ja, energamo, ker ne vemo, katero kurivo se najbolj splača. Energamo, ker ne vemo, kako hladna bo zima. Ja, energamo, ker ne vemo, kdo bo koga še napadel na Bližnjem vzhodu in pognal cene nafte v nebo. Kolega, mislim, da jo imava. Ja,